Božji blagoslov še enkrat. Čudovit dan je danes. Dajmo še enkrat moliti. Hvala ti, Gospod, za priložnost, da sem lahko tukaj in delim tvojo besedo, da se lahko poglobimo in da tudi lahko pojem izkušnje, kaj si ti storil in kar še vedno delaš v tem svetu. Ko vidimo, kam gre svet, zato nam pomagaj, da bi bili pripravljeni. V Jezusovem imenu. Amen. To sporočilo, ki sem ga pripravil, je nekaj, kar sem preučeval zelo dolgo. Vse te tri reči sem preučeval ločeno. Torej Božji oklep in hebrejske besede in kaj vse te stvari pomenijo, tudi svetišče in troangelsko sporočilo. In nekaj jutro sem molil in sem dobil vtis, da so vse te tri stvari povezane. Zato sem začel iskati primerjave in res je zanimivo in noro videti te stvari. In vse se popolnoma ujemajo in so povezane. Ko tukaj beremo, tukaj bom prebral, bom enkrat šel čez, potem pa vam bom pokazal. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite se celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačem, kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem, te mračnosti, proti zlobnohotni duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sizite po vsej Božji bojni opremi, tako da boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Zelo zanimivo se mi je zdelo, kako se to v bistvu poveže, ker piše v tem hudem dnevu, da bi mogli dati ves bojno opremo na sebe, ker tisti dan jo bomo oblekli zato, da bomo lahko sploh obstali. To je cool in tako sem iskal naprej. Torej, prepasani okoli ledi z resnico, ko smo s tem oblečeni. Resnico in sem pogledal v hebrejščini, kaj pomeni. Definicija tega je zvestoba in neomajljivost v tem, kar je prav. Torej, to moramo početi. Torej, te stvari moramo dati vsak dan nase in oblečeni v oklep pravičnosti. Pravičnost pa je stanje sprejemljivo pred Bogom. To je čisto življenje. In to je bil en izmed mojih najljubših. In z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Kaj počnemo z nogami? Hodimo. V poglavju prej nam je rečeno, da naj hodimo v ljubezni. Beseda hoditi v hebrejščini pomeni, da svoje življenje oblikuješ in usmerjaš. In da pot se nadaljuje. Beseda evangelij seveda pomeni dobra novica. To pomeni. Mir pa je pot, ki vodi v odrešitev. Torej, ko na noge obujemo našo pripravljenost z oznanjevanjem evangelija miru, potem se pripravljamo, da gremo in da hodimo v ljubezni. Ne morete ljubiti brez tega, da bi ljubili druge. Torej, gremo in ljubimo druge in jih učimo in hodimo. Ne, da jim govorimo, ampak da jim demonstriramo pot do rešitve. Ko to počnemo, potem je ta pot tista, ki vodi v rešitev. In mir je v bistvu drugačen, ko nam Jezus reče, pojdite v miru. Torej tisti ženski. To je druga beseda kot tale beseda. To je tudi zanimivo. Ampak ta mir pomeni, da je to mir, ki vodi v odrešitev. Ščit vere in definicija tega je v bistvu značaj, na katerega se Bog lahko zanese. In to se mi zelo zanimivo. Čelada odrešitve je tisto, kar brani dušo. In hkrati tudi brani dušo in tudi upanje odrešitve. Kaj torej vsa nebesa upajo? Tisti dan, ko je Jezus umrl na križu, kaj je bilo njihovo upanje? Ne. Njihovo upanje je bilo v večno življenje za vse Božje ljudstvo. Odrešitev je branilec in obramba in rešitelj od greha in smrti. Meč duha pa je Božja beseda. Ko si pogledamo te reči, če ste opazili, to je 6 stvari, predmetov Božjega oklepa, tudi 6 predmetov je v svetišču. In ko si vse pogledamo, žrtveni oltar, Kristusova žrtev in rešenje od greha, to, kar verujemo, umivalnik je očiščenje, smo na novo narejeni v pravičnosti, miza s kruhi obličja,
kar je Jezus, jaz sem beseda, jaz sem kruh življenja. Sedmorami svečnik pričuje svetu in to je naša naloga. Cerkev naj bi pričevala, svetila svetu. Kadilni oltar pa predstavlja naše molitve, skrinja zaveze pa je Božji zakon in njegova milost. Ko te stvari sestavimo skupaj, resnica, zvestoba, kateri predmet iz svetišča predstavlja resnico? Zvestoba, neomahljivost, da stojimo za to, kar je prav. Kaj naj bi mi kot adventisti, kaj je naša en izmed fundamentalnih verovanj o resnici, o biblični resnici? To prihaja iz Božjega zakona, kaj ne? Oklep pravičnosti. Pravičnost je pogoj, da si sprejet od Boga. Kako pričnemo proces posvečenja? Sprejmemo Boga kot odrešitelja in potem gremo k umivalniku. Ko z nogami oznanjamo evangelij miru, da bi pričevali svetu, da bi šli in hodili po poteh, ki vodijo v odrešitev, ko bi hodili v ljubezni, da bi druge pripeljali blizu. To je sedmerorami svečnik. Ščit vere pa, vera prepričuje o resnici, je upanje, molitev in značaj, na katerega se Bog lahko zanese. Molitev je dejanje vere. Absolutno, seveda. To je kadilni oltar, naše molitve. Ščit pa se je uporabljal tudi kot orožje, da bi sebe ščitil, to je naša obramba v molitvi. Molitev je vojno dejanje proti zlobicu. Čelada odrešitve, čelada je varovalo duše. Hkrati je tudi predstavlja branitelja in obrambo pred grehom in smrtjo od našega odrešitelja. Žrtveni oltar. Meč duha pa je Božja beseda. In to je miza s kruhi obličja. Jaz sem kruh življenja. Seveda moramo imeti svetega duha. Telo je brez duha mrtvo. Tale citat je bil zanimiv iz knjige Veliki boj. Tisti, ki bodo živeli na zemlji v času, ko se bo končalo Kristusovo posredovanje v gornjem svetišču, bodo morali stati pred svetim Bogom brez posrednika. Njihova oblačila bodo morala biti čista, njihov značaj pa očiščen greha s poškropitvijo s krvjo. Božjo milostjo in svojim marljivim prizadevanjem morajo biti zmagovalci v boju s hudim. Ko gremo v boj, kaj potem oblečeš? Oklep. In prepoznate to, da moramo biti marljivi in tudi zmagovalci v boju proti zlu. Tu piše, berite, iz Efežanov, nadenite se celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Tu piše. Ta citat je bil iz knjige Veliki boj, 24. poglavje. Medtem, ko se v nebesih opravlja preiskovalna sodba in se grehi spokorjenih vernih odstranjujejo iz svetišča, se mora med Božjim ljudstvom na zemlji upraviti posebno delo čiščenja, odstranitev greha. To je posvečenje. To lahko dosežemo samo, če gremo skozi sporočilo svetišča. To je to. Potem pa piše, to delo jasneje opisujejo sporočila v Razodetju 14. Torej, troangelsko sporočilo. In tole. In Božji uklep je vse povezano. To bi morali početi. Morali bi vsak dan nati nase Božji uklep, iti v svetišče in dnevno bi morali vznaneti troangelsko sporočilo. In kako bomo to storili? Težko je. So ljudje, ki preganjanje. Vprašali so me že, kakšno preganjanje si že doživel, ko si to počel? In odgovor je bil, nismo še doživeli preganjanja. Edino preganjanje, ki smo ga imeli, je v bistvu v naši glavi, da je to nemogoče. Zakaj bi to sploh probali? Ko pa se odločimo in gremo, pa je kar nekako mogoče. Hebrejška beseda, kazakamat, bi vam rad prebral, kaj ta beseda pomeni in ki jo najdemo v Bibliji. To je moja najljubša beseda iz hebrejščine. To je bil v bistvu hebrejski bojni vzklik. Pomeni pa, to pa pomeni,
nebeška drznost, duhovna gorečnost, vztrajnost duše, ki se brezglavo podaja v najbolj nevarne in nemogoče bitke, ne da bi se ustavila in razmislila o nemožnostih. Prepričanost v zmago, še preden je bilo polje zavzeto. In kdo sploh je imel kazak Amac v Bibliji? David. Ko je šel proti Golijatu, mislite, da so njegovi bratje bili, ojej, kaj delaš? To je noro, to je nemogoče. On rekel, jaz nisem tukaj, da bi tehtal nemogočnosti. To je za mojega Boga. In če razmislite, kako se to danes aplicira, koliko izmed nas jih je šlo v gledališče, filme in gledamo heroje, superheroje in preklinjajo Boga. Koliko izmed nas se ostane in reče, to ni prav. In vidite, tega je res veliko. Kaj pa Davidovi pogumni možje v tisti votlini, v Abdulam? Ti moški so premagali celo garnizijo Filistejcev. Lovili so jih cel cajt. Samo da dobili malce vode in potem to odnesli nazaj k Davidu. In cel cajt so jih lovili. 3 tipi proti celi garniziji Filistejcev. To je kazak Amac. To je to, kar potrebujemo. Mi potrebujemo ta kazak Amac danes. Mi se ne zavedamo. Vsa nebesa so nam na voljo. Če bi le prosili. Bog kliče Kalebe in Jozue, Davide, Estere, danes, da bi šli naprej v njegovem imenu, brez da bi razmišljali o nemogočnosti. Zdaj, ker z Bogom je vse mogoče. Tudi če umremo, smo zmagali. Če je za Boga, smo zmagali. Vemo, da naša življenja ne bo izgubljena zastonj, ker bodo drugi spoznali njegovo ime. Dokler ne bo prepozno, ko se bo končal čas milosti, potem ne bo več smrti. Ta beseda prihaja v bistvu iz 5. Mojzesove knjige. Bodite krepki in pogumni, ne bojte se in ne trepetajte pred njimi, kajti Gospod, tvoj Bog, hodi s teboj, ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Tedaj je Mojzes poklical Jozua in mu pred očmi vsega Izraela rekel, bodi krepak in odločen, kazak Amat, kajti ti bo šel s tem ljudstvom v deželo, za katero je Gospod prisegel njihovim očetom, da jo bo dal, in ti jim boš razdelil v dediščino. Gospod hodi pred teboj in on bo s teboj. Ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikakor se ne boj in se ne plaši. To pomeni kazak Amac. Bodi krepak in odločen. Tu smo danes. Danes smo tik pred Jordanom. Ste vedeli, da je Jozue isto ime za Jezusa v Novi zavezi? Ješua? Mi smo poklicani. Jezus je rekel, vzamite ta pogum in pojdite naprej in vzamite obljubljeno deželo. To bi morali storiti kot cerkev, kot posamezniki. Tu se odvija boj, ki ga človeške oči ne morejo videti. Gospodova vojska je na položaju, saj želi rešiti duše. Satan in njegove horde so prav tako vedno dejavne in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi vse, ki jih lahko, prevarali in uničile. Gospod nam je naročil, nadenite se celotno božjo opremo, da boste mogli se upreti hudičim in zvijačem, kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Ta bitka traja z dneva v dan in ne odneha. Če bi naše oči lahko videle, kako se sile dobrega in zla borijo za dušo vsakogar od nas, tedaj med nami ne bi bilo več nobene lahkomiselnosti, ničemurnosti, šale in duhovitih opazk. Če bi vsi vzeli vse božje orožje in pogumno borili v Gospodovih bitkah, bi bile dosežene takšne zmage, pred katerimi kraljestvo teme trepeta za svoj obstanek. Verujem, da smo danes tukaj in Bog nas kliče in odgovoriti bi morali, tukaj sem, pošli me. In to si predstavljam, da imamo vsa nebesa na voljo, če bi jih le uporabili. Tolikokrat slišim ljudi, mi rečejo, želim si, da bi imeli več Daniela, da bi imel vero Daniela. Lahko bi imeli. Lahko imamo vero Šadraha, Mišaha in Abednega in Daniela. Vendar se to ne zgodi preko noči. 3 Hebrejci, ko so videli, kako se mesece in mesece gradi tista zlata podoba, so imeli veliko časa, da razmišljajo in se odločajo, ali bojo stali, ali pa če se bojo pokleknili in zavezali čevlje. Vendar so se bojevali majhne bitke. O hrani, prehrani. Te male bitke.
In ko je prišel tisti dan, so stali. So rekli, naš Bog nas lahko rehi, če nas pa ne bo, se pa vse ne bomo poklonili. Potem, ko so 7. oktobra napadli Izrael, smo si mislili, to je priložnost, da dosežemo ljudi. Ne samo Izraelce, ne samo Palestince, ampak ljudi. Rekli smo, tja moramo iti. Poklicali smo Adventist World Radio, pošljite nam tiste božje predvajalnike. Rekli si, da nam jih bojo poslali 500 v hebrejščini. Sem rekli, ok. Poklical sem tudi Amazing Facts in sem rekel, nam lahko pošljete velike boje. So rekli, ja, lahko. Poslali so nam jih samo 100. Še nekega prijatelja sem poklical in rekel je, poslali vam bomo 100 v arabščini. Napolnili smo ruzake, jaz in Barak, in smo odšla. Vsak nam je vedno povedal, da je nemogoče priti. In so nam večkrat rekli, ne bo vam uspelo priti v državo. Prvič, ilegalno je biti misionar v Izraelu, ker boš takoj areteran. Kaj šele, da bi delil knjige? Kaj šele, da bi prišel v Izrael z literaturo? Še posebej arabsko literaturo. In Izrael je že sam po sebi zelo zastražen varnostno. Z vojno pa se je to še bolj zaostrilo. Ko sva z brakom odšla, nisva v bistvu imela načrta. Kar odšla sva, so rekla, Bog naj jo bo vodil. In ko sva prišla v Grčijo, so naj vprašali, kaj počneva. Izraelska varnost je bila tam in so nas vprašali in povedali svojim direktno. Ne verujeva v to, da če pričakujeva, da bi živela božji značaj, potem tega ne morava skrivati, kaj počneva. Ne morava reči, samo v raziskovati greva in potovati. Ne, tukaj sva zato, ker imava specifično misijo in sporočilo, da poveva svetu od Boga. In to je triangelsko sporočilo in to smo jim tam povedali na kontroli. In to iz Grčije. In so rekli, ok, pridite z nami. So nam dali v sobo, so nam rekli, pridite noter, na roke so si dali gumijaste rokavice. So vam povedali, kaj se bo zgodilo? Ne, ampak se mi malce sanja, kaj se bo zgodilo. Zelo temeljito so naju pregledali. Spominjam se, ko sem šel ven, je Brak sedel zunaj in rekel, kaj se je zgodilo? In sem rekel, kmalu boš zvedel. Spomnim se, je rekel, to žgečka, ampak vsak izmed teh ljudi, ki so naju zasliševali ure in ure in naju preiskovali, so seveda dobili glov traktate in vsi so dobili veliki boj. Wow, čudovito, hvala, so rekli. In potem pride gospa in reče, vse smo pregledali vaše kovčke, imate oklep, čelado in vse reči, ampak zakaj imate toliko arabske literature? So rekla, ojej, kva ne rečeva? Zato, ker Bog ljubi Palestince tako, kot ljubi Izraelce. Rekla, wow, ok, lahko gresta. In je rekla, ampak, ko prijete v Izrael, se bo to ponovilo še enkrat. Ojej. Torej, ko sva letela v Tel Aviv, sva pristala in sva samo molila. Čakala sva. Nekako sva se vlekla iz letala ven in vse to. Grozno, sva si mislila. In kar naenkrat prideva do kontrole carina in se vrata odprejo. In vidiva, kako se vojaki menjajo. Greva sam peš čez. In sva šla peš čez. Niso naju preiskali, niti nič. Ali Bog lahko zaslepi oči in lahko povzroči, da se zamenja smena, tako da sva lahko vstopila v Izrael z literaturo. Zaprto državo, za novo zavezo, tako rekoč. Ko sva prišla v Izrael, nisva še imela najnih božjih predvajalnikov. Knjige sva imela, predvajalnikov pa še ne, ker so bili še na poti. Ok, kaj bo zdaj? Srečala sva se za to adventistično cerkev, imeli so nek sanatorij za vojake iz Izraela. In tam jim bova dala masaže, igrala bova glasbo, dala zdravo hrano in dala je bo pot k Kristusu. Čudovito, slava Bogu, to lahko delava. In sva šla in čudovito je bilo. Z vsemi temi 40 vojaki sva bila tam, smo peli pesmi, delala masaže, odgovarjala na vprašanja. Res je bilo dobro in res verujem, da je edino Kristusova metoda, edin pravi in siguren način, da dosežeš ljudi. In ko jih srečamo tam, kjer imajo potrebo. Pomagamo jim. In potem
počakamo, da vidijo naš značaj in potem rečemo, pridi, da vidite, kaj vemo in potem sledite nam. In to je Jezus počel. To sva storila tudi mi. Toliko veliko ljudi je bilo tako navdušenih. Tako izgleda moj ruzak, polno arabske literature in igrač in stvari iz prve pomoči. Samo en ekstra komplet oblačil sva prinesla za 2 tedna. Ker meni je bilo bolj pomembno, da imam več literature. Bog je lahko poskrbel karkoli potrebujeva. Medtem, ko sva imela še 2 dni, ker sva čakala na predvajalnike, kaj lahko počneva? In pastor rekel, rastlinjaki in kmetije, ki so ob meji, palestinski Gaza meji, nikogar ni tam. Zato, ker se vse bombardira in kmetje so tam čisto obupani, poskušajo, da bi pobrali sadeže. Vse je padalo iz dreves. Vsi delavci so bili ubiti. No, pa greva tja, ne? Torej sta šla. Sva šla. In 2 dni sva bila tam, pa pobirala paradižnike, obrezvala paradižnike in tudi pomaranče sva pobirala. Kot vidite, je to paradižnikov rastlinjak in jaz sem hodil na adventistično akademijo v Ameriki in moja služba za 4 leta je bila vsako poletje obrezovanje paradižnikov. In sovražil sem to. In vedno sem se pritoževal in res sem sovražil to. Ampak malo sem vedel, da bom nekoč bil tukaj pri kmetu, ko mi je dal te škarje, je rekel, a znaš to delati? Sem rekel, ja, znam, ja. Tako nama je rekel, začni. In naj je gledal, wow, pa res znata, sta že delala to. Ja, res sta hitra. Ponovadi 40 ljudi dela tole toplo gredo. Rekel je, da je edini tukaj za več dni. In grozno je bilo stanje, pač kmetije. In tako sem razmišljal, kaj če se ne bi takrat priteževal, ko sem bil še na akademiji, ko sem delal na vrtu. Kaj če bi tisti čas uporabil na najboljši možen način? Ali bi Bog še bolj lahko blagoslovil ta talent? Torej, te male reči v življenju, te male ovire, za katere se pritežujemo, zakaj nam Bog to daje? Tega nočem početi. Potem pa ste lahko blagoslov nekomu. S tem. In ko sem bil tam, se spomnim, je kmet prišel do naju ves objokan in rekel, da jim je uspelo samo 2 špure narediti, midva pa nekaj špur. V celem dnevu. In on je bil, kaj sta storila? To je več, kot bi jaz sam lahko si kadarkoli lahko predstavljal. Midva pa sva se grozno počutila, ker sva samo nekaj špur naredila. In rekel je, hvala lepa. In se je zjokal pred nama. Imava darilo zate in sem mu dala literaturo in predvajalnik je rekel, to je čudovito, karkoli je to, poslušal bom, zaradi tega, ker lahko vajen značaj naredi to, da vidva prijeta sem in delata zame. Samo pred Bogom se moramo ponižati. Če smo voljni se ponižati in iti obrezovati paradižnike, ali Bog lahko s tem reši dušo? To je bil eden izmed vodij kmetij, to je v bistvu palestinski delavci so bili, ki so delali tukaj na pomarančah. Ljudje se ne zavedajo, da v bistvu najbolj so potrte kmetije, zato je kar naenkrat na Gazi. Tanki pridejo in vozijo čez kmetijo, uničijo zalivanje, uničijo polja in kmetje tega ne morejo popraviti zaradi vojne. Drevesa umirajo in nihče noče priti delati, razen Palestincev, ker potrebujejo denar. Njegov pridelek pada samo z dreves. In izgublja vse. Po Facebooku so prosili, da bi dobili koga za delati in da bi pomagali. Ta gospod je bil tako vesel, ko sva bila cel dan tam, sva požela pomaranče in vsi Palestinci so bili tako šokirani, da sva bila tam, ker so opazili najne uniforme, ki so zelene in tega sicer nisva planirala, ker sva jih dobila v Ukrajini, ampak identične so, celo firma je ista od izraelskih vojakov. Tako da sva gledala kot izraelski vojaki. In šokirani smo bili, da smo bili z njimi, da delamo. In so vprašali, pa kdo ste vi? Mi smo iz Amerike. In vsak izmed njih je dobil pot v Kristusu, veliki boj in Božji predvajalnik. In vsi izmed njih. In ta človek je bil, koliko mi jih lahko daš? Moja cela vas bi rada to imela. Vse sva mu dala. To je nekaj vojakov na meji v Gazo. Sedla sva se z njimi in smo se samo pogovarjali 2 ure.
imeli kosilo z njim. Sva rekla, imava darilo za vaju. Upam, da vama bo spodbudo. Sva dala jim, molila za njih. Wow, to je ful hudo. Nisva šla do njih in samo rekla, tukaj imate Biblijo, čitajte. Usedla sva se z njimi. In se postavila na isto raven. Bila sva v Ukrajini in veva, kako je z vami. In pomembno je, sva rekla. To sporočilo upanja, ki ga nosivo, je za vsak jezik, narod in ljudstvo. Vprašala sva jih, ali lahko greva z vama v Gazo. Ne vem. Sta se pa hvalila, koliko Palestincev sta tisti dan ubila. Sedaj pa sta se jokala, z nama vred. In sta rekla, ja, to je res pomembno. Duše in ljudje so pomembni. Še vedno imam kontakt z nekom in rekel je, da je skoraj celoten njegov tim bil ubit ali ranjen. Grozna je vojna. Ker nama je kmet dal čebre pomaranč, sva zato šla vojakov, kontrolnih točk in lahko rečeva, tukaj imamo hrano. In tudi duhovno hrano. Torej sva šla do te velike kontrolne točke in gospa je rekla, ne smete iti noter. Ok. Ampak bom vse ostale poklicale ven, da lahko pridejo. No evo, ni nama treba iti noter. In poslali so vse ven, v skupinah, in vsi so dobili božanski predavalnik in pomaranče. In te božanski predavalniki imajo Biblijo, Tanak, kar je stara zaveza, in nova zaveza, in vse knjige Ellen White, osnovne. Tudi nekaj pesmi je gor. Vsak izmed njih je to dobil, vsega vidite tega, tam ima to na sebi in posluša in srečni so. In ne pozabite, da smo imeli samo 100 velikih bojev in zelo hitro jih je zmajkalo, tistih papirnatih. Šla sva pa tudi na to zabavo in sva si mislila, kako lahko prečujeva tukaj. Šla sva peš in z nikomer se nismo mogli pogovarjati. Mimo tega sva se pelala. 10 km. Ne, Bog nam je rekel, grejo nazaj, ampak potem sem srečal tega človeka, ki je stal zunaj in sva začela z njim govoriti. Ta človek je imel tatu in kriznična je vprašal, kaj če je tukaj en tak boj med dobrim in zlim na tem svetu. In kje se to konča? In sem bil, imam knjigo zate. Sem rekel, imenuje se Veliki boj. Razložil sem mu, wow. Dal sem mu kopijo, rekel, ne berem, je rekel. Ampak je pogledal na internetu, je šel na Ellen White in naredil, je to ta knjiga? Ja, to je ta knjiga. In potem vse to piše, kaj si rekel. Ja, vse to razloži. Vsi to potrebujejo, rekel. In je šel na svoj Telegram, socialni medij, šel v svojo skupino in gledam, kaj je on to. In tam je prelimal in imel 26,000 sledilcev na tej skupini, po celem Izraelu. Poglejte, kako hitro je šel Veliki boj v času krize. Mi ne bi mogli toliko knjig prinesti, tudi če bi probali. In šokirana sva bila. Zato naj bi prišla, zaradi tega. In Bog je želel poslati 26,000 velikih bojev po spletu. Vsem mladim. Rekel je, to so sami mladi, rekel, po celem Izraelu. Šla sva na mejo, to je Gaza in Izrael. Izrael, tanki so prišli in šli naprej, slišal se je boj, rakete. In vsak tank, ki je šel mimo, so se ustavili. In kdo sta vidva? Vidva ne bi smela biti tukaj, ubilva jo bojo. Vidijo vas. Streljali bojo rakete na vaju. In so rekla, midva pa sva sedela tam v belem Avis najetem avtomobilu. Midva sva pa stala zunaj in mahala tankom in jim dala Biblije. O, čudovito, so rekli. Še več jih prihaja, počakajte še malo, pridejo še za nami. Eden izmed njih nam je dal tudi napotke in rekel, se spomnite, zadnjič v Ukrajini nam je tudi nekdo dal napotke. Tokrat pa nam je drug vojak dal napotke. Rekel, tja dol morate iti, tam so vojaki, ki vas potrebujejo. Ok. Čudovito, niti da misel nama ni prišlo. Ampak to je bil en izmed takih tovornjakov. To je bila cesta, po kateri naj bi šla, kaj so rekli. To je bilo 10 zvečer, 3 ure po policijski uri. In večkrat nam je bilo rečeno, če naj kdaj dobijo na policijski uri, bomo ustreljeni. Rekli so nam, da gremo po tej poti. Torej, sva se pač pelala naprej. Sicer imam video, ampak sem ga pozabil dati tukaj na prezentacijo. In medtem, ko sva se pelala po tej cesti, je Brock sedel na sovoznikovem sedežu in je rekel, ja, verjetno nas krvči gledajo, nas opazujejo. Ja, ampak verjetno je tudi legija angelov za nami. In tako smo se hecali, se pogovarjali, peli in se naprej peljali. In potem smo prišli na to kontrolno točko, luči, sirene, vojaška vozila so se pojavile, puške so se usmerili nas in se derajo na nas. In naš prevajalec rekel, roke ven. In dozdevalo se je, kot da bomo umrli.
In na koncu so se stvari umirile in pride vojak Izraela in nas je vprašal, a sploh veste, kaj ste storili? Smo rekli, ne vemo, kaj pa smo naredili. Rekel je, kot eno, peljali ste se skozi Hamas. Opazovali smo vas na toplotnih kamerah, na kamerah, z droni. In Hamas je bil vse okoli vas. Niso nič naredili proti vam. In zato smo mislili, da ste vi del Hamasa. Zato smo mislili, da vas bomo vi ubili. Ampak nismo nič mogli. Ko ste se pripeljali k nam, smo mislili, da ste avtobomba in da vas bomo ubili. Ampak nič se ni zgodilo. Nič ni šlo. Nič ni delovalo. In potem je odkorakal in pogledam Baraka in vsi smo bili v šoku. In skočil sem ven iz avta in sem rekel, počakajte, povedati moram, zakaj smo tukaj. Bog nas je poslal, da vam damo sporočilo upanja. V roko sem mu dal Biblijo in sem rekel, daj še tvojim prijateljem. Je vprašal, kaj pa je to? To je nova zaveza, sem rekel. Wow. In potem je rekel, če si ti bil pripravljen dati življenje za to, kaj je to sporočilo? Želi me zanima, kaj je tukaj. Moram poslušati to. Tako pomembno je to. Ali bi nas Bog peljal skozi minsko polje v Ukrajini ali skozi linije Hamasa tukaj za eno dušo? Če bi videli Hamas ali karkoli, potem ne bi šli, se ne bi peljali tukaj naprej. Ampak nikogar nismo videli. Nobenega avtomobila nismo videli. Naslednji dan smo se spet pojavili na križišču. Pogledal sem na zemljevid in sem rekel, ta cesta je zaprta. Ni šans, da nas bojo pustili tukaj čez, ker je vse bojevanje tam. To je zaprto območje. In Barak sva bila nekako, sva se prepirala, ali gremo tja ali tja. Ta prevajalec, ki je bil z nama, je nekako že tudi dojel, kaj delava in nekako in je rekel, želel bi to posnet, kaj bomo zdaj storili. V redu, pojdi z nama. Sicer on je bil ateist in potem je videl vse te reči. Ko smo se ustavili na tem križišču, je rekel, vidva sta vedno, on je sicer sedel zadaj, se je nagnil naprej in rekel, vedno sta molila, kamorkoli sta šla. Zakaj ne bi zdaj molila in vidimo, kam nas bo Bog peljal? In sva rekla, a ja, sam res, to bi se vidva mogla spomniti, ne, halo? In tako sva bila spet, ne, ja, hvala gospod, hvala, da si ga poslal z nama. Tako smo molili. Ok, mislim, da moramo iti v to smer. Torej smo šli v tisto smer, ki se nam je zdela nemogoča, smo šli na kontrolno točko in na kontrolni točki so bili spet šokirani. Zakaj ste tukaj? In smo rekli, ja, tukaj imate nekaj pomaranč. Še vedno se spomnim Baraka, pomaranče, moja hebrejščina je zelo zarustana. Čeprav Barak sploh ne govori hebrejščine. Smešno je bilo. Vzel je Biblije in dali smo mu nekaj pomaranč. In rekel, hvala. Vprašano je, kam pa greste? Slišali smo, da so vojaki tam dol, radi bi tudi njim dal. Nismo vedeli, kako daleč je, pač slišali smo, da so vojaki tam. Rekel, ja, in je odprl vrata in smo šli naprej. In smo se peljali po tej cesti. To je meja med Gazo in meja z Egiptom. Po tej poti smo se peljali. Nismo videli niti enega vozila, ampak smo šli mimo mnogo kamer. Veliko dronov, vsake 100 metrov je bila velika kamera. In ojej, spet nas gledajo. In seveda imamo tudi snemalca z nami in ljudje radi snemajo in slikajo. Se veste, stop, bom poslikal. In je slikal te reči. To, kar je daleč stran. Celo šli smo nazaj, da je nekaj slikal. Ok, v redu. Potem smo rekli, da ne moramo biti primer. Tako da smo šli naprej, smo prišli do kontrolne točke in spet so bili šokirani, da smo tam. Sploh se niso pogovorili z nami, samo odprli so vrata in so nas pustili noter. In potem je prišel komandir in rekel, odkje ste prišli? Ja, po tej cesti. Ne, niste prišli po tej cesti. Ja, seveda smo prišli po tej cesti, pa smo pokazali slike, ki jih je posnel. Še jaz ne moram na to cesto, rekel, ne smem. Edini ljudje, ki lahko pridejo na to cesto, je pod posebnim dovoljenjem države in s podporo iz zraka. Tega pa nismo vedeli. Seveda smo mu povedali tudi zakaj in potem je rekel, pejte se pogovoriti z... In kar naenkrat je to dalo težo našemu sporočilu. Wow, kar imate je očitno pomembno. In tako smo mu dali te predvajalnike in se je zahvalil. In rekel je tudi, da bo to poslušal. Hvala. Rekel, ampak morate se pogovoriti s to skupino ženskih vojakin. Celotna ženska skupina in njihova služba naj bi bila varnost te ceste in tega območja. Ok, in smo šli potem tja. 6 ur smo bili potem s temi puncami, se z njimi pogovarjali, povedali zgodbe, jim dali pot v Kristusu knjigo in zelo vesele so bile, da smo bili tam. Z njimi smo proslavili Hanuko, vse so bile srečne, prižgati svečke in vse te stvari. Vidite to cesto in mrežo tam, kjer smo se pelali in medtem, ko smo bili tam, smo opazili, da imajo
En velik dvometrski dron, ki je neprestano letel. Ko je en pristal, je drug začel leteti. In smo si mislili, to je zelo zanimivo. Odšli smo celo v njihovo stavbo, so nam vse pokazali te kamere, posnetke dronov in vse te reči. In potem, ko smo se pripravili iti, sem jaz bil tisti, ki je snimal in sem jih vprašal, ste nas videli, da smo tukaj prišli? Kakšni cesti? Po tej cesti. Rekla, ne, po tej cesti niste prišli, so rekle. Jaz pa sem rekel, ja, tukaj smo prišli, ja. Sem vzel telefon in sem ji pokazal sliko. Je rekla, počakaj malo. Je pripeljala druge vojakinje in so gledali to sliko, so šle na kamere in se pogledale in časovnik in so pogledale čez časovnico. So rekli, to je ta kamera in to je časovnica. In ni se nas videla. Jaz pa sem bil pri sebi, sem si mislil, tukaj smo, lej, slika, lej. In kar naenkrat, tisti, ki je snemal z nami, je vse snemal, tako da je to pokazal in so gledali njegov video in so rekli, wow. In kar naenkrat, ko smo rekli, da je zato smo tukaj, ker nas je Bog poslal sem, zaradi so vse dobile velike oči. In ponovno so nas obkolile se okoli nas in smo se pogovarjali. In so rekli, a lahko še več razložite, kaj je to, zakaj se gre, zakaj se to dogaja, pokažite nam več, pokažite nam to v Bibliji. In potem so nas spraševali vse te zelo pomembne vprašanja. Kar naenkrat je sporočilo, ki smo ga imeli, je imelo težo. Ni šlo samo za, veruj to, sedaj je nekaj dokazovalo, da gre za resnico. Peljali smo se vse povsod in tu ta naš najeti avto, ki smo ga peljali, so nas poklicali, da želijo zamenjati naš avto. Čisto v redu je ta majhen beli avto, smo si mislili. Pripeljali so se do nas, smo ga zamenjali in potem smo se peljali še 10 minut po cesti in kar naenkrat je postalo teren, kjer naš majhen avto ne bi mogel peljati. Za 4-kolesnika je bilo. Avto, ki smo ga pa sedaj dobili, pa je bil na 4 kolesa. In tega nismo sami zahtevali, sami so nas poklicali. Ti tanki so v bistvu streljali na Gazi, cel cajt, ko smo bili tam. Bum, bum. In mi smo šli mimo njih in jim dali Biblije. In rekli smo jim, da v vsaki skupini, ki smo prišli, so nas vprašali, če smo evangeličani. Smo rekli, ne. Adventisti 7. dne smo. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da mi držimo soboto. Aha, tako kot mi, šabat. Ja, tako, ja. In potem smo to razložili. In potem so rekli, wow, to je neverjetno. In smo začeli razložiti tudi različne verske sisteme in so bili tako navdušeni nad vsem tem. Potrebovali smo bencin, v Google smo napisali, bencinska tam. In tukaj nas je pripeljalo, to puščavo. Mi pa smo že bili prazni. In sem rekel, brak, ni bencinske. Ja, tukaj ni bencinske, sorry. Kaj pa bomo storili? Ker smo prazni, že dolgo smo prazni. Sem pogledal naslednjo bencinsko in je 50 km stran. Kaj bomo storili? Ampak v takih situacijah, kaj Bog želi, zakaj smo tukaj? Torej začnemo voziti okoli in najdemo otroka, ki sedi v pick-up džipu. In se pripelje do nas in prije do našega okna in jaz imam svoj prevajalnik s seboj in se pogovarjava. Sem mu povedal, kdo sva in kaj delamo. On pa je mene vprašal, pa kaj vi delate kle? In sem rekel, ja, sporočilo, upanje imamo. In sem rekel, zato te bi rad podaril to knjigo in sem mu dal veliki boj. Največji nasmešek na obrazu je imel. Da bil pomarančo in šel in sedeti v puščavi, se usedel in začel brati svojo knjigo. In tako je bral in bral in bral in bral. In nam se je zdelo tako, ma kako? Kdo bi si sploh mislil, da lahko priješ v muslimansko državo ali pa državo, kot je ta, z muslimani in nekomu daš veliki boj? To piše in v prvem poglavju piše o padcu Jeruzalema. In potem to berejo. Zelo zanimivo. In potem smo se peljali po tej cesti v Jeriho. In to je bila 10. vas Beduini, ki se jih imenuje. To so vse Palestinci in vsi so bili v bistvu pastirji ovc in koz. Smo se stavili in se z njimi pogovarjali 2 ure, se igrali z otroki, jim dali nalepke, čigumije in podobno. Oni so nam dali kavo, čaj in podobno. To je pač njihova tradicija. In na koncu sem rekel, podaril bi vam rad knjigo. In preden jim dam knjigo, sem jim dal in vprašal sem me, kaj pa je to? Tako gremo v Google Translate in razložim to angelsko sporočilo. Vsako malo. To je to, kar verujemo. Zato je to pomembno. Vse sem razložil. In so rekli, ja. In na koncu so rekli, kakšna knjiga je to? In so rekli, hvala. Dal sem mu prvo Pot k Kristusu, je to odprl in je začel brati. Prvo sem dal to očetu. On sicer ni mogel brati. Nihče v moji vasi ne zna brati, ker smo govorili pač prek Google. To je povedal.
Zato je tudi njegov sin nekako prevajal vse te reči, mu razlagal. Torej je dal knjigo sinu in vsi so se zbrali okoli njega in sin je bral prve stranico pod Kristusu. In tako zaprejo knjigo in so rekli, ali imate še več takih knjig za nas? So rekli, ja, tukaj imate veliki boj, tukaj imate novo zavezo, tukaj imate Biblijo, tukaj imate Janezov evangelij, tukaj imate Glav traktate in tukaj imate arabski predvajalnik. In Trok se je obrnil k nam in se zelo na široko nasmehnil. Vse bomo brali, vsako noč. Hvala, hvala. Če smo drzni in smo pripravljeni iti tam, kjer je nemogoče iti z Božjo besedo, je mogoče z Božjo besedo. Naslednji dan smo šli nazaj na prvo linijo in to je ena izmed velikih bojev, ki nam jih je poslal Amazing Facts. Popolno je bilo, zato ker piše padec in vzpon Jeruzalema. Šli smo tja in smo srečali to enoto vojakov. In tako smo molila in se mislila, kako blizu lahko prideva. In potem se je pripeljal tovornjak in rekel, a bi vidva pilala vojakom hrano in ja, bomo šla. Ti fantje pa so ravno prišli ven iz mesta. Tako da smo slišali, da boj pa je ravno za hribom bil. Helikopteri so prišli nad nami in so streljali rakete in odleteli nazaj. In to je bilo neprestano. In ti fantje so se ravno slekli in dali smo jim Biblije in so rekli, koliko pa so, koštajo, ne, zastonj so. In potem sem bil takoj obkoljen, še nikoli nisem bil tako hitro obkoljen, da bi jim lahko dal te Biblije. In zelo srečni so bili. Na naši opremi imamo ta našitek s 3 angeli in na našitku je v bistvu so 3 angeli in peščena ura. In vprašal, kaj to pomeni. In takoj, ko je to vprašal, so začele padati mine. Bum, bum, bum. In rekel, 2 minute in moramo iti. Kako lahko razložim triangelsko sporočilo v 2 minutah tem fantom? In to je bila edina priložnost, ki sva jo imela. In pogledala sva na njega in brak je rekel, spominjaj se sobotnega dne, šabat, spominjaj se šabata. To je prvo sporočilo. Torej, Bogu moramo dati slavo. Moramo častiti našega stvarnika. In so rekli, ja, to razumemo. Kaj je drugo sporočilo? So rekla, Babilon je padel. Babilon? Kaj pa je Babilon? Ja. Se spomnite? V Danielu? Babilon? Ja, tist. Kaj pa to pomeni Babilon? To so sistemi človeka, sistemi sveta, združevanje cerkve in države. Hamas, ja, tako. Hamas je združitev cerkve in države. In ta razpada. In zelo jasno so to videli. Kaj pa je tretje sporočilo? Prosim, kaj je tretje sporočilo? So rekla, Bog vam želi dati njegov pečat. Ne sprejmite pečata sveta. Mi moramo častiti Boga v srcu, v mislih in v naših dejanjih. Moramo izbrati, ali bomo služili Bogu, ali pa bomo služili svetu. In vsak izmed njih je dobil nasmeh in so začeli ploskati. In so rekli, mi izbiramo Boga. Zelo so bili razveseljeni. Oblekli so se v opremo in so šli nazaj v boj. In mi smo šli tudi nazaj v najin teren. In potem so nas prosili, se lahko slikamo skupaj, Ja, lahko. In tisto popoldne smo odkrili, da 8 od teh vojakov je bilo ubitih. 8 od teh vojakov, v katerih smo imeli 2 minute, je bilo ubitih. Šli so v Gazo in so bili ubiti. Pojavil se je nek kombi, ambulanca, rešilc, palestinski. In tega niso streljali, seveda. In potem so skočili Hamasovci ven in so jih streljali. In so jih pobili 8. In to so bili vsi 20-letni fantje. Mi smo imeli 2 minute. Kaj če bi rekli, preveč nevarno je, moramo iti takoj. Ali pa kako razložiti triangelsko sporočilo v 2 minutah? Judom. Morajo iti, nemogoče je. Ampak samo razložila sva in požrli so to kot nič. Če bi mi to storili sedaj z ljudmi okoli nas, resnično verjamem, da je to najbolj preprosto sporočilo, da ga razumeš, če je srce odprto. Sporočilo 3. angela naj bo naše opozorilno breme. S stranskimi vprašanji se ne smemo ukvarjati. Breme dela je oznanjati besedo. Obstajajo tisti, ki so imeli izkušnjo s pridiganjem in delom za odrešenje duš, za katere je Kristus dal svoje dragoceno življenje.
Delo je pomembno prizadevanje, ki zajema vse, ki pasajo Božjo čredo. Zdaj je čas, ko se bodo slišali glasovi. Poslušajte, to je pot, hodite po njej. To, da Gospod Jezus pravi, hodi za menoj. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi. Reševanje duš mora biti naše osebno delo in nič ne bi smelo biti dovolj pomembno, da bi od tega odvrnilo misli. Kristus je prišel na naš svet, da bi rešil duše, da bi razpršil svetlobo sredi moralne teme. Slišati je živ glas, jaz sem potresnica življenja. Ko mi gremo na pot in mi ne gremo tja, da bi rekli, vi morate zdaj postati adventisti. To morate storiti, to. To morate verovati in ono, kar mi verujemo. Ne, mi gremo tja in samo rečemo, to piše v Svetem pismu. Naj Sveti Duh dela prepričevanje. Naj Sveti Duh opravlja to, kar je njegova služba. Vse, kar tukaj piše, je v bistvu sledite Bogu. Sledite poti, po kateri je Jezus hodil. Kako je hodil on? Pomagal je ljudem. Skrbelo ga je za ljudi. Srečal jih je v njihovih potrebah in jim pomagal. To je število ljudi, ki umre, brez da bi srečali Kristusa. Veliko večje, kot vidimo v teh tragedijah. 137 tisoč vsak dan umre brez upanja od rešitve. Nimamo časa, da čakamo, doseči moramo izgubljene in to čim prej. Vsaka sekunda šteje. Vsako sekundo se čas milosti zaključi za 120 duš po svetu. Bum. Bum. To je mnogo ljudi. Kaj pa, če ste na bencinski in nekoga vidite? Hej, morda potrebuje objem. Ne čakajte. Dajte mu objem, če potrebuje karkoli. Nasmeh lahko gre zelo daleč. Spomnim se teh glov traktatov, da so enkrat dali majhno reklamo za traktate, neko pričevanje. Neka punca je bila na avtobusu in je sedela zraven nekega fanta, ki je izgledal, kot da potrebuje glov traktat. Pa mu ga ni želela dati. In na koncu mu ga je dala in jo je pogledal in je rekel, wow, glih sem prosil Boga, da če ne želim, da naredim samomor, da mi da nek znamenje. To je bil samo en glov traktat. Predstavljajte se milijon glov traktat. Kamorkoli gremo, bi mogli deliti letake, danje resnice. Toliko, kot jih je v jesen listov. To ni naša naloga, da kogarkoli spreobračamo v karkoli. Naša naloga je, da jim damo informacijo in naj se sami odločijo. Na vsakem, ki pozna resnico za ta čas, je odgovornost, da jo oznani drugim. Kristusovi služabniki so v veliki meri odgovorni za blaginjo in odrešenje sveta. Pri delu pridobivanja duš za Kristusa morajo biti sodelavci z Bogom. To je naše delo. Tole pa je v kazinotu. Malo je bilo dolg čas, pa sem šel v kazino. Rekel sem si, ni boljše lokacije, to je hudičevo igrišče. In tukaj sem imel 99% uspešnost. Do vsakega, ki sem šel, mu dal velike boje ali pa en izmed teh. In imel sem tudi skoraj 30-minutno dolgo biblično prečevanje z gospo, ki je bila tam, igrala na avtomatih in rekla, wow, ne morem verjeti, da si tukaj in to počneš. Nikoli ne bi tega prečkovala, rekla. Ampak ta svet se končuje in jaz sem tukaj, se sama sebe pomilujem. Rekla je, morala bi početi to, kar ti počneš. Mi lahko daš še več? Ja, lahko. Tole pa je bilo v Los Angelesu, ko so bile poplave in plazovi. Ljudem smo pomagali vleči stvari iz hiš. To je njihova hiša od spredaj. Jaz sem prišel ravno čez vrata. Ljudje so bili tako presenečeni, smo bili tam. In delali smo v Beverly Hills. Ravno čez cesto je bila hiša Taylor Swift. Justin Bieber je tudi bil tam. Vsi te ljudje. In ko smo bili tam, je celo pošta rekel, pa kaj vi počnete? In smo mu povedali trojangelsko sporočilo. Je šel ven iz avta in rekel, imate še kaj več informacij za me? Ja, tukaj imaš knjigo. Hvala ti za to. Želel se je slikati z nami. Do časa, ko smo zabustili, so bili ljudje iz skupnosti, ki so pomagali drug drugemu. In to je cilj. Ena oseba lahko naredi toliko, ampak predstavljajte si, koliko bi lahko dosegli, če bi vsi to počeli. To je tudi moj cilj danes tukaj, da vam povem te zgodbe, da vas inspiriram, da greste in počnete isto in Bog bo storil še večje stvari, še posebej z mladimi. Ta gospod, ki se ga srečal na letalu iz Michigana proti Kaliforniji in sem mu vse povedal. Celo pot potovanja sem mu povedal,
trojangelsko sporočilo, zgodbe iz Ukrajine in Izraela, vse. Rekel, jaz se vam bom pridružil. Rekel. Vse je pustil, kar je imel, je planiral in se nam pridružil v Beverly Hillsu. Rekel, nismo planirali veliko delati na soboto, ampak gremo v skupnost in bomo delili literaturo. Rekel, jaz grem z vami. In je šel 8 ur se peljal s sinom, da bi lahko delil knjige Velikega boja na Beverly Hillsu. Bil je ta primer, ko smo že vse razdelili na Hollywood Boulevardu. Imel sem samo še eno knjigo in sem si mislil, komu lahko dam? Toliko ljudi je, kako izbereš? In pride tam mlada punca, 18-19, prihaja in reče, sem poskušal jedeti, reka, ne, ti si danes 4. oseba, ki mi poskuša to dati. In sem mislil, a res? In je šla naprej in sem šel za njo, pa sem rekel, ne, počak, da razložim, zakaj je ta knjiga pomembna. Če sem jaz 4. oseba, ki ti to knjigo ponuja, in potem sem ji razložil. In do konca mi je povedala, 2 minuti imaš. Torej sem ji razložil v 2 minutah, zakaj je pomembna knjiga in zakaj so ljudje pomembni, da so duše pomembne. In rekla, wow, všeč mi je ta povezava med ljudmi in je vzela knjigo. Slikala je knjigo in je rekla, da bo poslala prijateljicam. Kaj pa, če bi rekla ne? Ko se zavrnitev zgodi, je to tako kot pri Bogu, ko Bog trka. Trkajte naprej, iščite. Ne moramo kar samo enkrat vprašati, 2krat vprašajte, poskušajte. Na moji poti v Izrael sem srečal stevardeso na avionu. Te stevardesi sem dal Glow traktat. Potem, ko sem se vračal iz Los Angelesa, nekaj mesecev kasneje, vidim isto stevardeso in sem se mislil, zdaj bi pa redal veliki boj. Torej sedim na letalu in gledam in čakam za priložnost, ona se usede in začne brati knjigo. In potem gledam, kaj bere. In sem slikal, sem pozumil in brala je knjigo Veliki boj. In si mislil, kako pa je dobila veliki boj? Torej, ko sem šel mimo, nje sem vprašal, kje je dobila knjigo. Rekla je, upala sem, da me boš vprašal. Rekla je, ko si mi dal tisti traktat, sem bila na letališču in sem ga prebrala tolikokrat, da je bilo čudovito. To sem podelila z mojimi drugimi stevardesami, kolegicami in pilot iz drugega letala in je slišal, če se pogovarjava in je vprašal, če lahko pogleda ta traktat. Ga pokazala, jaz sem mi sicer dal traktat, ki govori o boju med dobrim in zlim, kar je bazirano na velikem boju. Rekla. In on je rekel, da ima knjigo za njo in je dal veliki boj. Pilot. Eden posadi in drugi še enkrat posadi, nekdo zalije in Bog dobi žetev. Kolikokrat smo že dajali stvari in nismo videli rezultatov. To zame je bilo kot vidim rezultat. Koliko od knjige je že prebrala, zadnje 4 poglavja bere. Rekla je, da imam toliko vprašanj, rekla. Usedla se je zraven mene in celo pot leta je bila z menoj in sva šla skozi vse. Trojangelsko sporočilo, Zver iz Razodetja 13 in vse te reči. In to odgovarja na vse moje vprašanja. Hvala ti za vse to, je rekla. Gremo tudi tam, kjer tornado ti postošijo, to je v Arkansas. Wachata Hills Akademija se nam je pridružila in delali smo zelo trdno. In tako veliko lepih pesmi so peli, ko smo bili tam. Čudovito je bilo. Neka družina je šla z nami. Bila je tudi ta hiša, ki je imela te 3 velika drevesa, ki so se nagnila nad hišo, ampak niso se dotikale hiše. Zavarovanja tega ni hotela se dotikati, tudi starejši par tega ni mogel plačati, da bi se to odstranil. In so nas prosili, če bi mi to naredili. Sem rekel, ojej, to je preveliko. Ne verjamem, da mi lahko to rata. Sem rekel, bomo molili. Jaz in Greg sva šla do tega znaka stop za vogalom in sva tam stala. Sva rekla, Gospod, želiva tebi dati slavo. Kako lahko doseževa te ljudi? Gospod, prosili so nas za te reči. Bogu sem rekel, pošli nam žerjav. Preden sem rekel amen, je prišel žerjav pred naju. In sem rekel, pogovoriti se morava z tem gospodom. Torej sva mu sledila in zavil je v isto soseščino, tam, kjer je ta hiša. Sem prišel do njega in sem mu rekel,
Tamle na vogalu sva stala in sva molila zate. Molila za tovornjak z žerjavom, s tem razlogom. In me je pogledal. Jaz sem se pa čudil, kaj ste delali tam na vogalu. Rekel je, da naj jo je Bog poslal na prav kraj. Seveda vam bomo pomagali, rekel. Ne morem čakati, da bi povedal moji cerkvi o tem. Torej šel je in porabil 4 ure z vsemi svojimi fanti, vso opremo, da je pomagal tisto drevesa odstraniti. Vsi so dobili veliki boj in vsi so bili tam, wow. Zame je to bilo tako čudovito, kot če bi šel v Hamas. Bog lahko poskrbi žerjav. In to ni bilo prvič, ki se to zgodilo. Imeli smo helikoptere, ki so se pojavili. Nismo imeli pojma, odkje so ali pa odkje so prišli, čigavi so. In so prišli, so nas vzeli in so nas peljali na goriščno polje. Peljali smo se tudi po tankih. In recimo ta žerjav je prišel. Vse te reči, ne zaradi nas, ampak zaradi sporočila, ki ga nosimo, ki ga vsi mi nosimo, če smo le voljni ga aplicirati na naše življenje. Tukaj so vsi te fantje in njihov tovornjak. Pokazati želim še ta zadnji video tukaj. Ta svet hitro razpada na koščke. Vidimo katastrofe na vsakem vogalu. Nebeški oče, prosim, pomagaj nam. To bi bila edina pot ven za nekatere, ki so bili ujeti v hudurniških vodah. Molite za nas! In okno, da bi se izognili vsem katastrofalnim izhodom, se zapira. Eno izmed največjih lekcij, ki smo se jih naučili, je v odzivu katastrof, je to, kar je najbolj pomembno Bogu. Kaj je na njegovem srcu? Kaj je na njegovem umu? In odgovor je preprost. Ker Bog skrbi za ljudi. Skrbi ga tudi zate in zame. Skrbi za vse ostale ljudi, za vse jezike, narode, ljudstvo na tem svetu. In še posebej za ljudje, ko so v njihovem najtemnejšem dnevu. Te čudoviti ljudje so se pojavili pred mojimi vrati, da bi pomagali popraviti škodo. Slišali so zgodbo, najino zgodbo, kako sva izgubila sina. Julija 30. samomor, najin drugi sin je to bil v 3 letih. Ne vem, kaj bi storil brez njih, ker vem, da tega ne bi mogel sam storiti. In ta svet ni samo hudoben. Kako lahko dosežemo ljudi v najhujši potrebi? Da bi dosegli ta cilj, je bilo čudovito. Bog nas nikoli ni razočaral. Vedno je zlil vse resurse, zrihtal je vsak prevoz, dal nam je vse možnosti, da bi dosegli ljudi. Hitrost je pomembna. Zakaj? Ker se čas izteka. In ko so ljudje soočeni z najhujšimi katastrofami v njihovem življenju, potem te sprašujejo vsa prava vprašanja. Zakaj smo tukaj? Kam gremo? Kaj to pomeni? Ali je konec vsega na dlani? Veliko več materijala potrebujemo. Vsi so tako odprti in sprejemajo in želijo knjige in sprašujejo, da jim damo še več. 1000krat več bi rabili materijala v literaturi. Torej, kaj Bog potrebuje v tej uri zemeljske zgodovine? Tebe potrebuje. Mene potrebuje. Roke potrebuje. Kdo bo šel zame? Koga naj pošljem? Kdo bo tisti, moj predstavnik, ko se bo zemlja potemnila? Kdo bo zasvetil z lučjo pred ljudmi, da bo dal slavo Bogu v nebesih? Ni dvoma. Jezus bo zelo kmalu prišel. Nimamo veliko časa. In tako vse od naših treningov in od naših odzivov do priložnosti, ki jih Bog daje. To je misija. In to je misija, na katero vabimo tudi vas. Kot tudi Gideon, skupina reševalcev. Pridruži se nam. Potrebujemo vaše molitve. In najbolj pomembno, vaše roke. Kdo bo šel za Boga, ko se svet hitro razpada? Kdo bo tam, da bojo njegovi rešitelji? Kdo bo tam, da bi resnično dosegli ljudi v njihovi največji potrebi in stiski?
Kot sem že rekel, ena oseba na dan za leto. Izključi to stvar. Ena oseba na dan za leto. To ni veliko ljudi. 2. Petrova 3:12 piše, ki čakate in pospešujete prihod dneva Božjega. Mi lahko pospešujemo ta dan prihoda, če izberemo. V pričevanjih za Cerkev 2, ki sem jih bral, to je stanje cerkve danes. To stanje, ta mentalnost cerkve, ta mentalnost ne bo pospešila prihoda. Stopiti moramo ven iz tega, da bi dosegli druge. In to storimo tako, da stopimo ven v veri in gremo. Ne da bi k tem rečem, če vas Bog kliče, pojdite, ampak On kliče vse nas k nečemu. Ali je to, k to gospe na bencinski, bolnišnici, učiteljici, k otrokom, ali delaš svoje nalogo, vprašanje. To je zelo pomembno delo. Povedano nam je v Ezekielu, da bomo kri teh, ki jih ne bomo opozorili, bodo zahtevali od nas, bo na naših rokah. To je zelo pomembno. Čas je tako blizu, Jezus bo zelo kmalu prišel in mi nimamo časa. Moj gol danes tukaj je, ne samo, da vam povem te zgodbe od Gideon reševalne skupine, ampak da vam pokažem, da je to, kar se lahko zgodi, če gremo. Tukaj, sedaj, jutri. Poglejte, hitro pridem in moja nagrada je z menoj, da dam vsakemu po njegovih delih. To je to delo, ki je za postoriti. Ne bo prišel glede na to, da bi vsakemu dal glede na to, kaj se sklicujejo po veri, kaj verujejo. Ali je namen vreden žrtve? Potem se vprašajte, če ne sedaj, kdaj pa potem? Če ne jaz, kdo pa? Naš cilj in moj cilj je, in verjamem, da tudi vaš, da slišimo to, dobro upravljeno, zvesti služabnik. Hvala za tvojo žrtev. Tu je ta dan. Tik za vogalom, celo pri vratih je. Če želite biti del tega reševalne združbe Gideon, se nam lahko pridružite. Na kakršenkoli odziv gremo. Lahko prijete kasneje do mene in vam bom dal kontakt na Telegramu, kjer se tudi odzovemo, kdaj gremo na kakšne katastrofne. Vsi lahko pridejo. Cilj pa je, da pridete in da inspirirate cerkve, da pridejo. Želimo tudi to cerkev, ki je tukaj. Vemo, da se bodo te katastrofe nadaljevale in se poslabšale, pohujšale, še slabše. In nič, kar mi naredimo, ne bo nič ustavilo globalnega segrevanja. Nič se ne bo ustavilo. Na koncu bo to prišlo tudi sem. Ali smo pripravljeni kot cerkev, da gremo in da služimo potrebam? Za vsakega je služba. Lahko dajemo vodo, lahko molimo, lahko pojemo, lahko igramo glasbo, lahko jim pomagamo. Vsak ima nekaj za delati, če želimo to videti in gremo. Hkrati potrebujemo tudi vaše molitve. Zelo nujno, ker je molitev bojni akt. Mi gremo v boj z zlom vsak dan, vsi izmed nas. In z vero, če vzamemo ščit vere, potem odbujemo od hudobca puščice. Z molitvijo. Bogu, seveda. Imamo vsa nebesa na voljo za nas, da jih uporabimo. Hkrati imamo tudi misije, ki so v Turčiji, Siriji in Ukrajini, v Gazi, neskončno misije. In samo nekaj nas je. Veliko dela, pa malo delavcev. Če želite pomagati, na kakršenkoli način, bi bili hvaležni za to. Želim še na zaključek moliti in potem bi dal še nekaj časa za vprašanja, za karkoli počnemo, karkoli danes bi rad odgovoril. Dokler želite. Nebeški Oče, hvala ti za ta dan. Hvala za vsako osebo, ki je prišla danes sem. Molim, da bi
besede, ki sem jih danes pregovoril, ki so prišle od tebe, da bi lahko bile v blagoslov nekomu tukaj. Prosimo te, Gospod, da bi lahko šli naprej v tem tednu, v tem mesecu, letu, storili vse, kar lahko danes storimo, da bi pospešili tvoj prihod. To dajemo v tvoje roke, Gospod, in molimo iskreno za vsako osebo tukaj, da bojo imeli spremembo značaja, da bo to razvidno ljudem okoli njih in da to dokazuje, da je tvoj drugi prihod pred vrati, da bi živeli tako naprej, da bi se koncentrirali na nebesa in ne tega, kar je na zemlji, ker bo vse minilo. Ljubimo te v Jezusovem imenu. Amen. Drugi čudeži, ki so se še zgodili, poleg vseh teh naprav, ljudi in vsega. Ko se odpravimo, so v bistvu edine stvari, ki jih potrebujemo, recimo poleti. Bog je celo polet potegnil iz nikjer, da sem bil polet. In to je bil razlog, recimo žena me je klicala in rekla, lahko prosim priješ danes domov. Pa moj letalo je čez 2 dni, lahko priješ? Ne, danes te potrebujem domov. Rekel, ok. Sem šel na letališče, sem šel do tam in sem se pogovarjal. Vaše letalo danes je bilo skencelano, vas bom dala naslednjo. Ne. Moj telefon se mi pokazal, sem rekel, torek je šele, v sredo. Sem rekel, ne, na računalniku kaže, da je danes skencelan bil. Torej so me dala neko letalo in so me leteli in sem pristal v Chicagu. Ko sem imel 4-urni postanek, sem šel do tistih vrat in tam je bila gužva, ob 4 zjutraj je bilo. In tam je bil sam še en prostor fraj in to je bilo zraven katoliškega duhovnika. In sem bil, res nočem sedeti zraven tam, no. Ampak sem se usedel, Sveti duh mi je rekel, sedi se, sem se usedel. Nisem se niti pogovarjal z njim. Pogledal me je in je rekel, a si ti misionar? Sem, ja. Katera denominacija? To je prvo vprašanje, res? Sem rekel, adventist 7. dne sem. Toliko vprašanj imam zate, rekel. In 4 ure sva govorila skozi soboto, stanje mrtvih, drug prihod, trojangelsko sporočilo, vse. In na koncu se je obrnil, bel je postal kot ovca. In je rekel, ne boš verjel, in je začel jokati. Včeraj, jaz, moja žena in mama spraševali s tem vprašanjem. Že tako dolgo. Vsi smo molili včeraj, Bog, če želiš, da to preučimo, to vprašanje bolj globoko, pošlji nekoga danes, da bi odgovoril na naše vprašanje. In ko mi je to povedal, sem začel jokati. Jaz sploh ne bi smel biti danes tukaj, sem si mislil. In on je rekel, naj pokliče mojo mamo. Pokličajo mamo, ženo in vsi so jokali po telefonu in so se zahvaljevali. Hvala. Nisem niti želel iti sedeti zraven njega. In kolikokrat smo, ko vidimo nekoga, si mislimo, noče z njim govoriti. Tudi jaz sem to že storil. 1000krat. Ampak po tem izkušnji sem si mislil, bolj pazljiv moram biti. Poskrbeti moram, da grem, kamor je treba. Obstaja toliko zgodb, ker nas Bog postavi ravno tja, kjer moramo biti. In premagali smo z besedo našega pričevanja. Ta zadnji podvig, ko sem prišel nazaj, sem se ustavil na letališču, sem videl katoliškega duhovnika. Bom dal veliki boj. Dal sem mu veliko literature o znamenju zveri. Vse te reči. Drzni moramo biti, ne smemo se zadrževati. In sem rekel sem mu, da se mu zahvaljujem za vse, kar dela za Boga, in me je pogledal. Rekel, nihče mi še ni to rekel. Pa rekel, vsi služimo Bogu. Rekel sem mu hvala. On pa je rekel, vprašal bi vsa ta vprašanja. Rad bi te predstavil očetu temu. Sem rekel, ne. Kaj naj pa tukaj rečem? In potem so me začeli spraševati. In če premagamo z našim pričevanjem, da zato tudi to storim. Začel se govoriti. Vsa Ukrajina smo metali božje predvajalnike na Ruse. A res? Oni so hoteli slike. In na koncu sem jim rekel, rad bi vam zapustil knjigo. Vem, da različne stvari verujemo, ampak ta knjiga je spremenila moje življenje. Dal so jim velike boje. Odprli so in seveda so, traktati so bili noter, kaj je znamenje zveri, ali se naj katoliki in protestanti združijo. Vse te letaki so bili noter. Pogledal jih je podelil prijateljem, vsi so se gledali njega in so rekli, hvala, to bom prebral, to knjigo. Piše, ali se bosta 2 bivša rivala nekoč združila.
naslov ene traktata. In zelo razburljivo je bilo. Kar pa hočem povedati je, da moramo biti pogumni, da gremo na kraje, kjer bi najmanj pričakovali, kjer bi hudič najmanj pričakoval. Ali bi hudič pričakoval, da smo tako pogumni, da gremo do katoliškega duhovnika? Ne, še jaz ne bi tega pričakoval. Ampak moramo iti. Če nas Bog pokliče, moramo iti.